Že kakšno uro pred prihodom turškega zvezdnika je bilo največje mariborsko nakupovalno središče nabito polno. Pravzaprav nič nenavadnega, saj smo pred mnogimi leti bili priča praktično enakim prizorom, ko je v nakupovalni center City prišla Leticia Calderon oziroma Esmeralda. Tako da tam pojav sam po sebi je nekaj, kar je lahko pričakovano. Res pa je, da mogoče v sodobnem svetu se je ta nekje logika prestavlja iz nekih bolj formativnih glasbenih vod v serije. Se pravi, ne filme, ampak prav serije. Se pravi, tisto, kar je vezano na naše TV zaslone ali kakorkoli, da dostopamo do serije. Se pravi, da tu je prišlo do nekega drugačnega pojava. Morda niti toliko nenavadno, če pomislimo, da so v zadnjem času serije še posebej v porastu in dejansko bolj popularne od filmov. Problematičen je drug pojav, ki nakazuje na že prevečkrat videno dvojno moralo, ki se je najprej kazala pri politikih, danes pa je z njo, kot kaže, okužen večji del prebivalstva. Zdaj pa v tem konkretnem primeru evforije ob turškem igralcu, ki je v Sloveniji, je pa po svoje zanimivo, da če zelo poskušamo poenostaviti, da prihaja do tega, da nekdo, rečemo, zjutraj kriči proti migrantom, se pravi proti ljudem, ki bi jih lahko, vsaj po religiozni, pa tudi geografski pripadnosti dali v isti koš, popoldan se pa dere pravzaprav popolnoma druge parole. Mislim, dejansko smo videli te primere, da gre lahko za precej podobno publiko. Se pravi, da obstaja tu neke vrste družbeno dušebrištvo. Kaže, da je svoje naredila tudi potrošniško usmerjena miselnost zavedene množice, ki je za fotografijo in podpis turškega superzvezdnika bila pripravljena seči globoko v žep, če tudi to ni bilo dokončno zagotovilo, da se bodo zvezdnika tudi v resnici lahko dotaknili. Da obstaja neka kritična masa, da dejansko so v bistvu dobro preverili trg, tržišče, da bo taka zadeva šla. Seveda, meni se v osnovi taka stvar zdi problematična, ampak smo v sodobni družbi in načeloma, če ljudje na take stvari pristanejo, pač ne moramo nič. Obnašanje evforične množice je torej zgolj ogledalo celotni družbi, ki dvojna morala in divje nepremišljeno potrošništvo pomenita vsakdanje opravilo. Kljub vsemu si lahko dovolimo ob tem biti zgroženi in se prav gotovo upravičeno ob tem sprašujemo, kam smo zašli. Veliko bolj smotrno bi namreč bilo to energijo vložiti v boj za boljši jutri, ki pa, kot kaže, nikogar več ne zanima. Jasen dokaz za to je naš odnos do modrega planeta, ki ga ljubkovalno kličemo Zemlja.